Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes se vam prvič oglašam iz mojega novega doma. In ja, posnela bom video o tem, kaj sploh lahko najdete drugače pri meni, ne v mojem domu, ampak v moji spletni trgovini. No, tisti, ki me spremljate že leta, veste, da tale slika za mano je bila v moji prvi pisarni leta nazaj. No in potem sem to sliko seveda nesla k sebi domov v dnevno sobo in seveda jo imam zdaj tudi v tem novem domu, v bistvu zdaj se pa ne selim več, dovolj selitev. No, v glavnem, danes bomo pogledali vse tisto, kar lahko najdete v moji spletni trgovini in takoj na začetku naj vam povem, popust za 10%, koda za 10% popust je zdravje. Seveda, prva stvar, kar lahko dobite pri meni, so moje knjige. Ko imajo hormoni žur, pa potem naprej, ko ima življenje žur, pa naslednja, ko imajo duše žur in seveda, ko imajo čakre žur. To lahko dobite ravno tako s popustom in veste, da te moje knjige niso drage. Dobrih 30 € oziroma duše še manj in z 10% popustom pride to še kar nekaj manj. Tako da v glavnem, prva stvar, kar lahko dobite pri meni, so moje knjige. No, naslednja stvar, kar lahko dobite v moji spletni trgovini srečnoživljenje.si, so pa seveda moje karte. In dajmo zdaj takoj na začetku, vam potegnem kakšno sporočilo, vam preberem kakšno sporočilo. In zdaj, kako jaz sama uporabljam karte prehodu v novo dobo. Vsako jutro, ko vstanem, prižgem svečko in se zahvalim vsem svetlim silam za podporo, za nov dan, za nove energije, za vse dobro, kar se mi dogaja v življenju. In potem vzamem karte in rečem, stvarstvo, kaj je ta trenutek pomembno zame, kaj je prav, da ozavestim, da slišim, da vem. No, in ta trenutek bom za vas prebrala sporočilo, kaj je za vas dobro, da slišite, veste, občutite, kaj je tisto, kar vam sporoča ta trenutek stvarstvo. 3 karte sem vam potegnila in ena je. Čas je, da se majčkeno spočijete, da nehate tekati okrog, mogoče preveč za druge ljudi in malo premalo za sebe. V glavnem in zraven, ko počivate, ko dovoljujete, da se polnite z novo energijo, si ponavljajte. Moje celice se polnijo zdravilno božjo svetlobo. Potem naslednja, zdravljenje. Zdravilni mir vstopa v moje celice in v mojo dušo. In naslednja karta je prišla, pa hvaležnost. Hvaležna sem za življenje in za vse, kar mi prinaša. Karta 88, knjiga je poletela, karta 88. Poslušajte to, opazujem vse, kar mi je dano. V neskončnosti življenja, kjer bivam, je vse dovršeno. Eno sem z izvorom. Jaz sem ženska, ki v srcu nosi hvaležnost, zato sem vedno v povezavi s svetlobo. Hvaležnost mi odpira vrata sreče. In to je dejstvo. Če zmorete biti hvaležni, potem vse bo prišlo v vaše življenje. Ker vemo, da ljudje, ki niso hvaležni, samo nergajo, česa ni, kaj bi še mogli biti in tako naprej. In se pritožujejo nad vsem. Namesto, da bi pogledali samo življenje okrog sebe, pa rekli, wow, hvala za energijo življenja. Hvala za to, da moje celice utripajo v ritmu življenja. Hvala za to, da moje srce bije. Hvala za to, ne nazadnje za to materialno, da imam nekaj za obleč, da imam streho nad glavo in tako naprej. Glejte, nehajmo ustvarjati svojim nerganjem še več slabega. Karte prehodu v novo dobo dejansko povzročajo prehod v novo dobo. No, to je zdaj druga stvar, kar je na moji spletni strani. Pa na spletni strani imam tudi karte drugih avtorjev. Recimo, ene od njih so Ošotove karte Zen Tarot. To je v bistvu takale, jaz imam tukaj mizo, da vam bom lažje pokazala taka škatla. In v glavnem notar je 90 kart. Čakajte, ne, 77 kart. Te karte imam jaz tudi sama rada.
Se pravi, če zdaj isto rečem, stvarnik, kaj tele svetle dušice morajo slišati, kaj je za njih pomembno. Prvo sporočilo je odslavljanje. Čas je, da se pretočite v nekaj večjega. Naslednje sporočilo je, nehajte se primerjati z drugimi, nehajte tekmovati. In predvsem zdaj v moji šoli sem opazila, da ker pač pospešeno čistimo podzavestne programe, kako imamo po družinskem deblu mnogi zapredelati tudi zavist, škodoželjnost in marsikaj slabega, ker vemo, da podzavestne kode se prenašajo. In predvsem, naslednje sporočilo je doživljanje, pač čas je, da odvržete plašč, ki vas zliva z okolico in se dobesedno prelijete ali pa postanete to, kar vi ste. Vsak je zase svoj krasen unikat in jaz sem prepričana, da če živiš svoj unikat, pa te dejansko življenje podpira pri tem, kar ti si. No, to so karte, potem imam pa naprej seveda tudi energijske izdelke. Karte imam bolj še vodstvo bogin, pa življenjski namen, pa modrost zdravljena s kristali. No in naprej od teh kart lahko najdete na moji spletni strani energijske izdelke. In sicer energijske izdelke imam pa sveti les, Palo Santo, to ga v bistvu pokadite takrat, ko, pa ne tako pokadite, ampak prekadite prostor, takrat, ko rabite v prostoru majčkeno več pozitivne energije. Jaz sama zelo rada uporabljam žajblove listke, zaradi tega, ker pač en listek pržgem in prekadim, v bistvu samo pustim, da zgori in mi nevtralizira okolje. No, pa imam tudi male zvitke žajbla in velike zvitke žajbla. Tako da v glavnem to je takrat, to je pa za orah čiščenje. Takrat, ko res sekajo energije. Mogoče zdajle, ko je polna luna, da se vam res dogaja, mogoče bi bilo pametno pač malo prekaditi hišo in ne pozabiti, ko vi prekadite hišo, morate obvezno tudi odpreti okna, da se ta energija sčisti. In še eno stvar uporabljam, res rada v te zadeve, ker vemo, da smo vsi v polju energij, uporabljam svete vode iz Peruja in ko mi zmanjka te tekočine noter, grem v cerkev in natočim blagoslovljeno vodo. No, te svete vode iz Peruja lahko tudi dobite pri meni, tako da so takole pakirane. Tukaj je Palo de Rosa, se pravi rožna voda. Potem je tukaj sveti les, to je to, kar sem jaz pošpricala, večkrat bolj intenziven vonj ima. In za koga je to primerno? Greste v trgovino, pridete ven zmozgani, vi se samo pošpricate in nevtralizirate te učinke okužene energije, ki se je prilepila na vas. In ta tretja je pa Palo de Florida, v glavnem vse te vode, svete vode, višajo vibracijo vašega zavedanja. No, to so energijski izdelki, seveda lahko dobite pri meni pa še komplet kristalov za vodo, te kristale sperete, ko jih dobite, in potem jih date v kozarec in čez noč pustite, da kristali spuščajo svojo esenco, dobesedno informirajo vodo, ki jo potem zjutraj popijete. No in tukaj je pa potem še šungit. Šungit so pa taki črni kamni in šungit ga pa dajete takrat, mislim, ga lahko date kar zraven teh kristalov, zaradi tega, ker nevtralizira učinek klorirane vode. Tako da en kamenček je zadost za eno steklenico, za en bokal, in v glavnem neutralizira učinke klora. No, to so energijski izdelki. Poleg tega, da imam energijske izdelke, imam pa na spletni strani seveda to, kar že leta in leta delam, in sicer 30 let se že partnersko sodelujem s podjetjem Neolife in pod prvo sem jaz najboljša uporabnica. Moja najboljša stranka sem jaz. Seveda, zakaj sem jaz najboljša stranka? Veste, kaj je moje mnenje? Če jaz sama tega ne uporabljam in če jaz nimam učinka na sebi, kako naj vam rečem, da vi uporabljajte? Pač jaz to uporabljam. No in zdaj pri podjetju Neolife imamo pa
3 linije, take, ki so meni, jaz bom pokazala to, kar sama uporabljam. Se pravi, prva linija so prehranska dopolnila za večanje celične energije, druga linija je naravna kozmetika za obraz, tudi to uporabljam, to so dejansko moje kreme, ki jih uporabljam, to je pomlajevalna krema iz alg, z vitamini, ki deluje na bolj nežno kožo. Potem seveda uporabljam linijo za lase, šampon, balzam, pol uporabljam losjon za telo, to vse lahko dobite pri meni na spletni strani. In veste, kaj je prednost teh šamponov? Pod prvo so naravni, pod drugo so brez parabenov in pod tretje, tako prepričana sem v sebi. Jaz nimam sivih las. Pa ja, ok, eno je genetika, ali pa ni. Ne vem, če gledam mojo mamo, moja mami je bila pri 50-ih siva. In zdaj, če jaz gledam šamponi, ki so brez umetnih barvil, konzervansov in ne vem česa še, delujejo na las in ga obnavljajo. Tako da v glavnem, mild šampon je za tiste lase, ki so bolj nežni, doma prehlaj. Potem je pa še rich šampon. Rich šampon je pa za tiste, ki imajo masne lase. Pač mi uporabljamo enega, drugega. Potem uporabljamo balzam za lase, zelo dober, v trenutku imaš mehke lase. In seveda uporabljam jaz tudi losjon za nego telesa, sploh po zimi, ko pride bolj suha koža, sploh po nogah. No, tako da to je linija za nego telesa. Zdaj, če samo še to pokažem, kaj je tukaj linije za nego obraza. Aloe vera gel za rane, opekline, vdrgnine, za vse, kar je narobe s kožo. Jaz si namažem tudi v ustih, če se kakšna stvar, dlesni vnamejo v ustih, ali pa uho, ali pa včasih dam tudi kar na lase, ali pa če srbi koža, kjerkoli. Če imate težave z opeklinami, si namažete z alojo. Aloja je neverjetna, ker računajte, da ljudje, ali pa tudi meni se je seveda že zgodil, se opečeš v kuhinji, če takoj namažeš, niti mehur ne nastane. Zdaj, kaj je noter? Noter je 10 zelišč, poleg aloje je ginseng noter, kamilca, potem je noter ognjič, v glavnem breza je noter, v glavnem kup zelišč, ki delujejo na obnovo kože. No, potem naslednjo, kar jaz tudi uporabljam, je pa vlažilni gel za predel okrog oči, to se pa po kapeljcah uporablja, v glavnem losjon, kako ne rečem, eye gel se uporablja, se reče. Se pravi, gel za predel okrog oči, da dodatno navlaži ta predel in ta predela, ker vemo, da se tukaj pozna staranje in pač tukaj se pozna staranje. No, potem uporabljam še vlažilno kremo in tale, ki je z vitamini. Tako da to je moja kozmetika in je to. V glavnem, kaj uporabljam za čiščenje? Za očiščenje uporabljam čisto navadno milo, tako da si očistim kožo in potem vedno olje, tega pa sama pripravljam, olje iz Armana in iz Lakote, da si potem še dodatno sčistim make-up dol. Je to, nič posebenega. Kozmetika, najbolj pomembno je, da uporabljate naravno kozmetiko. No in seveda pol cel program, no to vam bom še razložila, še eno linijo imamo tukaj ekološka čistila. Ekološka čistila, ki jih seveda spet sama uporabljam, in sicer Super 10. Za čiščenje čisto vsega, kar je umazano. Iz 1 litra nastane 11 litrov čistila, ko ga razrečite. Pumpica se kupi sicer posebej in imate za štedilnik, za celo kuhinjo, kopalnico, WC, ploščice, za umazanijo po tleh, za umazanijo na oblekah, celo za okna, ampak ne razrečite v razmerju 1:10, ampak samo v prazno šprico nalijete vodo in je dovolj močno za okna pomivati. Jaz dejansko si ne predstavljam, kako bi sploh pomivala čistila brez Super 10. Ni za 10 stvari, ampak za 100 stvari. Pač za vse uporabljam. Super 10 je nekaj, brez česar mi sploh ne znamo čistiti našega doma. No in potem naslednji je pa LDC. LDC je pa za posodo pomivati. Lahko tudi kot tekoči
tekoče sredstvo za roke umivati, recimo mi imamo eno pumpco poleg lijaka v kopalnici, pač za roke umiti, drugače pa to pumpica, ki jo imam pač v kuhinji. No in v glavnem iz 1 litra nastane 6 litrov čistila, narejen je na bazi kokosa, popolnoma ekološki, v parih urah po uporabi se razgradi v tekoče gnojilo za rože, lahko ga uporabljate celo v hladni vodi, pač popolnoma ekološko čistilo, ki dejansko nese maščobo stran celo v mrzli vodi. Tako da jaz sem res tudi navdušena nad tem čistilom. Še to. Ljudje, ali pa imam eno stranko, ne trudim se čistila prodajati, ena zlatarna vzame 2-krat na let pač kar večje količine tega LDC-ja in uporabljajo LDC za čiščenje zlata. Vam povem, ni boljšega za čiščenje zlata. Za vse, kar je masno, ne vem, tudi lahko kombinirate ta dva čistila med sabo, Super 10 in LDC, recimo imate kopalnico, ker vemo, da banja pride tudi masna, lahko LDC dodate majčkeno Super 10 in imate za čiščenje banje, tudi za okna ne nazadnje. Pač te dva se mešata med sabo, LDC se peni, nastanejo pene, Super 10 se ne peni in ga lahko tudi uporabljamo kot dodatek v stroj, zato da je perilo bolj oprano, bolj belo. No, zdaj pa še prehranska dopolnila, to je pa v bistvu moja strast. Glejte, če mi bi nekdo rekel leta nazaj, da bom delala predavanja o zdravju, da bom pisala knjige o zdravju, bi rekla, ja pa, kaj še? Pač ne, jaz sem vedela o vitaminih toliko, kolikor je bilo potrebno, da sem vedela, da sem pač znala nekaj predstaviti. Ko sem pred 30 leti, se pravi leta 1993, začela, imela sem takrat 22 let pa pol, ko sem začela in v glavnem, nisem imela pojma o vitaminih in doma smo imeli eno staro kuharico in v tej kuharici je bilo napisano, zakaj je vitamin A, zakaj je vitamin B. In jaz sem si to izpisala, ker vemo, da takrat ni bilo interneta, in sem se naučila. Se pravi, vitamin A je za sluznico, za oči, za želodec, za imunski sistem, pa predvsem za to, da imamo zdravo polt, se pravi proti alergijam. No in v glavnem, predstopna A vitamina so karotenoidi. Karotenoidi, to je v bistvu prehransko dopolnilo, iz katerega potem telo samo izdela vitamin A, kolikor ga potrebuje. Antioksidant, ki je najmočnejši v naravi, se pravi, to je predstopna A vitamina, deluje tako na maščobni kot na vodni del celice in je močnejši od C vitamina in močnejši od E vitamina. Karotenoid kompleks se jemlje par kapsul na dan, do 3 kapsule na dan, to so take pač kapsule. Če to pregriznete, noter je barvilo, ampak ne umetno barvilo, ker vemo, da umetna barvila, umetna barvila so nenazadnje barva za avto, ali tako, ali pa barva za steno, je umetno barvilo. No in potem so pogruntali, ko so poskušali narediti umetni A vitamin, so prišli do zaključka, da umetni A vitamin povzroča celo raka. Medtem ko naravni A vitamin je pa najmočnejši antioksidant, kar jih sploh obstaja. No, tako da v glavnem karotenoid se jemlje zvečer, za vse tiste, ki rabite podporo vaši sluznici, se pravi tudi pljučom, podporo imunskemu sistemu, za vse tiste, ki imate kakršnekoli spremembe na očeh, vzamete zvečer karotenoid kompleks. No, to je karotenoid kompleks. Zdaj pa, če gremo naprej, naslednji pri antioksidantih je flavonoid kompleks. Flavonoid, to je pa koncentrat iz rdečih jagod, se pravi borovnic, brusnice, robidnice, rdeče zelje, se pravi vse, kar je rdečega in vijoličnega. Tako da v taki škatlici je noter 60 kapsul, tabletk, na dan se vzame ta 2
in na kaj deluje flavonoid. Flavonoid deluje na, zdaj tega sicer ne smem govoriti, ampak ok, raziskave so pokazale, da flavonoidne snovi, se pravi iz borovnic, vplivajo na čiščenje medcelične tekočine in vplivajo tudi na to, da se zmanjša proizvodnja rakastih celic. Se pravi, zavira to deljenje patogenih celic. In tako da zdaj, glejte, to so stvari, jaz že zdaj hodim po robu, ne bi smela tega govoriti, ker, a veste, kaj se je zgodilo leta nazaj? Leta nazaj sem pač napisala na spletni strani, da česnove tablete, oziroma mi imamo česen in noter je koncentrat česna. In sem napisala, da česen deluje proti glistam. In to vsi vemo, da česen deluje proti glistam, a je to tako. In sem dobila pozdrav od inšpektorice, kjer je napisala, da Evropska unija ni odobrila te zdravstvene trditve in da je to kazen 1200 evrov. Seveda sem potem umaknila spletne strani, to je trditev, ki jo ni Evropska skupnost dovolila, da jo uporabljamo, čeprav vsi vemo, da česen je proti glistam, je to tako. Pač, to so dejstva. No in v glavnem, za vse tiste, ki pač svežega česna ne zmorejo jesti, pa vzamejo pač česnovo dopolnilo. Zakaj jaz priporočam česnove tablete? Ne vem, če veste, ampak COVID ni virus. COVID je parazit. Vi, če greste pogledat na internet, vtipkate čist preprosto stranski učinki plesni. Plesen vemo, da je parazit, da je glivica. Greste prebrati učinke te plesni in boste videli, da iste učinke ima COVID. Pa se pa človek vpraša, a je COVID virus? A je parazit, a je gliva? Za moje pojme je parazit in se zaje v tkiva. In ljudje, ki imajo velike težave z posledicami COVID-a, ne začnejo uživati česen, zato ker je treba parazite pobiti. Vemo, da pač česen je tako za hudiča izganjati. A je to tako? No, tako da v glavnem česnove tabletke za vse tiste, ki ne morejo svežega česna pojesti. Ena tabletka je približno ena glavca česna, ogromno količino tega zdravilne snovi noter ali cinma. Na dan lahko vzamete tudi par teh tabletk. Zdaj pa za vse tiste, ki imate nizek krvni tlak, vzemite to absolutno zvečer pred spanjem, ne čez dan, zato ker pač majčken česen zniža krvni tlak. Vemo pa, da za vse tiste, ki imate visok krvni tlak, bi bil česen zelo priporočljiv, ker vemo, da visok krvni tlak ozadje, da nastane, je v osnovi tiho vnetje na celični bazi. No, zdaj pa gremo še na enega taga, ki je crucifix, cruciferus, križnice. To so pa izvlečki iz brokolija, cvetače, zelja, repa, kolerabe, se pravi iz vsega tega zelenega. In vemo, da ljudje, ki imajo težave z bakterijo na želodcu, Helicobacter pylori, nekaj taka. V glavnem, to je kompliciran ime, da ga še izgovoriti ne znam. V glavnem, ta bakterija je dokazano, če vsak dan pojeste eno skodelico oziroma eno glavo brokolija, pomeni, da boste parih mesecih pač pregnali to bakterijo. In zdaj, če veste, da tega ne boste, pač vzamete prehransko dopolnilo, ki je koncentrat izvlečkov iz brokolija, cvetače, zelje, repe, kolerabe, redkvice in se stanje v želodcu začne izboljševati. Poleg tega pa tale cruciferus deluje na vsa mehka tkiva. Spet raziskave, ki so zadaj, so pokazale, da križnice delujejo na mehka tkiva, se pravi na prostato, rodila, se pravi od jajčnikov do maternice, do črevesja, pljuča, potem seveda tudi prsa, ščitnica in tudi možgani. Tako da v glavnem zadnjič me je klical en gospod, ki je imel močno povečane faktorje te PSA in je začel uporabljati flavonoide in cruciferus in je rekel, da je stanje v normali. In ne samo pri tem gospodu, tudi doma moj oče to uporablja in se je stanje izboljšalo. Tako da verjemite mi,
narava ima zdravila in to so koncentrati iz narave. No, potem kaj imamo še? Glejte, tukaj imamo potem C-vitamin za otroke, ta je bolj blažo vžegon, iskreno vam povem. To je 50 mg C-vitamina na eno tabletko, tako da jaz sem mojim otrokom dajala že od malega C-vitamin s postopnim izločanjem. In ko so bile moje 3 hčerke še čisto mečkene, ker niso še mogle pač teh tabletk pojesti, pogoltniti, ena mi je padla dol, sem jim to drobila, te tabletke. Zaradi tega, ker C-vitamin je potreben v našem telesu, nadzoruje več kot 15 000 presnovnih procesov, deluje ne samo kot vžigalica v celici, deluje na kolagen, ga skupaj drži kožo, deluje na ovojnico v možganih, to je mielinska ovojnica, da možgani dobro delajo. C-vitamin spodbuja te preskok iz ene celice, možganske celice na drugo, da nam možgani dobro delujejo. C-vitamin zavira staranje, se pravi vse degenerativne bolezni in nenazadnje je dr. Pauling dokazal, dobil je 2 Nobelovi nagradi, da C-vitamin ob velikih količinah, se pravi on je dajal svojim pacientom, on je doktor, dajal svojim pacientom tudi 3000 mg C-vitamina in navzgor in so bolezni srca in ožilja dejansko začele izginjati. Tako da C-vitamin je naravno zdravilo. No in v glavnem, zdaj kar on pravi, ali pa te članke, ki sem jih brala o dr. Paulingu, v glavnem razlaga, da vsi sesalci, razen morski prašički in ljudje, proizvajajo svoj C-vitamin. Recimo, koza ga proizvede okrog 16 000 mg dnevno in koze ne poznajo problemov srca in ožilja. Ravno tako psi, ki se prehranjujejo to, kar je hrana za pse, oni ne poznajo problemov srca in ožilja. Medtem ko ljudje in morski prašički obolevamo za problemi srca in ožilja in je dokazal, da je to zaradi tega, ker sami ne proizvajamo svojega lastnega C-vitamina. Tako da v bistvu ga moramo dodajati. No in zadnjič me ena gospa klicala in pravi, ja, veste, se vsak dan eno limono užamem. Mislim, to je super. Ampak, če mislite, da boste dobili z eno limono na dan 1000 mg C-vitamina, lejte, je to utopija. Ker ena limona, ki je sveže odtrgana, vsebuje 50 mg C-vitamina. Ne ta, ki jo mi kupujemo, ki je v bistvu že nekaj mesecev v skladišču, ampak mi na dan pa potrebujemo 1000 mg C-vitamina. To je minimum, ker brez tega ni obnove v našem telesu. No, tako da C-vitamin je zame ena taka zadeva, ki jo imam vedno s sabo v torbici. Predvsem takrat, če mi začne, ker, a veste tako, da čutim, da se mi nekaj na grlu dogaja, jaz si C-vitamin nalepim kar na notranjo stran lic in ga ližem in hkrati potem on dela svoje in me zdravi. No, tako da to je zdaj, to so antioksidanti. Da vidim tukaj na hitro, imamo še kakšen antioksidant. Zmed antioksidantov imamo pa še eno zelo močno zadevo, ki pa v bistvu, to je zadnji izdelek, ki smo ga dobili in se imenuje, ime ima res čuden, Resp-X. Respiratorni X, mogoče tako. Zakaj se uporablja ta izdelek? Imam celo eno stranko, ki to zdaj že kupuje in sicer gospa je imela leta in leta težave z astmo, odkar uporablja, in zdaj to par mesecev uporablja ta izdelek, se pravi Resp-X, respiratorni X, v glavnem ona prav, da nima več težav z astmo. Da je to nekaj čudežnega. Zdaj pa kaj je noter? Noter so zelišča, predvsem pekoča zelišča, hren, potem pa paprika, v glavnem en kup zelišč je noter, sama taka zelišča iz celega sveta, ki delujejo na dihalni sistem. Za koga je? Za vse tiste, ki se bojite pomladi. Ker s pomladjo pride seveda cvetenje, alergija na cvetni prah in ta izdelek blaži vnetja dihalnih poti. Tako da preizkuste, jaz sem zase odprtega, veste zakaj?
Zadnjič me nekaj drsa noter po grlu in si ga enostavno to stisnenko dam v usta. Seveda malo tudi po česnu pa po zeliščih, ampak nekako tako lažje dihaš. No, tako da v glavnem je užitna zadeva, ni tako, da te kar ruka. Če imate otroke, ki imajo težave z astmo, v tem primeru to zdrobite, date čez med in date otroku žličko tega, da pač poje. No, to je respiratorni X. No, zdaj pa gremo naprej na celični vžig. Celični vžig, še prej gremo na celični vžig, vam želim še en antioksidant pokazati, ki je skupaj, dopolnjuje se z omego 3. Ampak najprej E-vitamin. E-vitamin je vitamin mladosti, to vsi vemo. E-vitamin dovaja kisik v kožo, možgane, povečuje koncentracijo, vpliva na lepe nohte, vpliva na trdne žile, predvsem proti pokanju žil. E-vitamin je potreben za vse ljudi, ki imajo, recimo sladkorno bolezen, ker vemo, da sladkorna bolezen, sladkor, oksidiran sladkor se nalaga na žile in E-vitamin preprečuje oksidacijo tega sladkorja in seveda vpliva na to, da se žile prekrvavijo. Tako da na dan se vzame 2 takali kapsuli. In zdaj pa dame, če vi želite lepo kožo, veste kaj naredite? E-vitamin pregriznete. Zdaj ga bom jaz pregrizala. In vzamete aloe vera gel, date na roko in to si lahko zvečer naredite tako masko. Date aloe vera gel, par kapljic E-vitamina, ostalo pojeste, normalno, zmešate, to je maska za vašo kožo. To je tudi lahko za vaše roke, ker E-vitamin je najmočnejši antioksidant, to je olje iz pšeničnih kalčkov. V glavnem, zdaj pa zakaj je E-vitamin priporočljiv skupaj z omego 3? Zaradi tega, ker omega 3 je maščoba, E-vitamin je antioksidant. In E-vitamin preprečuje oksidacijo dobrih maščob. E-vitamin se jemlje vedno zvečer, tako da vzamete 2 zvečer in zvečer se vzamejo 3 kapsule omega 3. Omega 3 so takole kapsule, v glavnem to pa vzamete zvečer. Zdaj pa zakaj? Omega 3, od podjetja Neolife, ima priznanje, da je najboljša omega 3 na svetu. Ta omega 3 je res vrhunska, ker ima noter 8 različnih frakcij te omega 3 maščobne kisline in to je tako kot družina. Recimo, vi lahko kupite neko omega 3, ki ima EPA pa DPA maščobno kislino. In EPA pa DPA maščobna kislina delujeta proti holesterolu, to je dokazano. Medtem ko, pa je pa še ALA maščobna kislina, ki deluje na mehčanje celic, pa je pa še DHA in tako naprej in ostale maščobne kisline delujejo na zdravje kosti, na prirast mišične mase, na zdravje možganov, na zdravje oči, na hormonsko stanje, na topljenje maščob na trebuhu, na stanje ščitnice, na vse. Omega 3 je zakon. Za moje pojme to rabi vsak, predvsem primeren za otroke, ki imajo nizko koncentracijo. Za otroke, ki imajo nizko koncentracijo, pa dam zraven še VitaSquare. VitaSquare je pa za otroke. Glejte, otroci, ki imajo nizko koncentracijo, rabijo B vitamine in potrebujejo omega 3. Zdaj pa rečete, kaj pa pola rab tudi antioksidante? Ne, ker so tukaj noter je Ž in C vitamin in E-vitamin. Tako da v bistvu ne potrebuje. Se pravi, za otroke, ki jim peša koncentracija, omega 3 in VitaSquare. Zdaj pa pojmo pogledati naprej, zakaj je primeren VitaSquare. VitaSquare in Formula 4 sta po sestavi dejansko podobni. Razlika je ta, da VitaSquare je za otroke in je v obliki bombončkov, medtem ko Formula 4 je močnejša, je za odrasle in se jemlje po kosilu. Te bombončke lahko otroci jemljejo, kadar želijo. Vam povem, kaj so moje punce pogruntale. Formula 4 ima precej
cinka noter. Cink na prazen želodec pa lahko povzroča tudi slabost. In tega mi niso povedane, ampak ko so bile manjše, pa je bilo tako, mami, meni je tako slabo, jaz sem bruhala, jaz ne grem v šolo. In so mi kasneje povedale, da so dejansko one vzele na prazen želodec Formulo 4 in je šla bruhat. In dejansko otrok bruhal, pač, ja, pol so mi povedali, zdaj so že odrasle. No, po tem Vita Squareu ne bojo otroci bruhali, imajo pa noter, lejte, vitamin A, ki je za vid, D za kožo, za imunski sistem, E za prekrvavitev, tudi za koncentracijo, C vitamin za odpornost, pa so komplet B vitamini noter. B vitamini vemo, da so potrebni za delovanje možganov, sploh vitamin B8 je nujen potreben za delovanje možganov, recimo sploh ostali B vitamini, če nam manjka B vitaminov, nas bolijo noge, imamo krče, v bistvu tako gomazenje po mišicah. Če nam manjka B vitamina, smo kronično utrujeni, nimamo pospeška v življenju. Potem naprej imamo tukaj noter železo, ki je za dobro kri, pa krom, ki preprečuje željo po sladkam. Potem imamo noter kombinacija, se pravi bakar, pa jod, ki deluje na zdravje ščitnice. V glavnem, Vita Square deluje na celo naše telo. In druga stvar, kar je pomembno, Formula 4 in Vita Square oba vsebujeta olje, ki odpira celične membrane oziroma dela celično membrano polprepustno. Se pravi, da hranilne snovi grejo noter in odpadne snovi grejo ven. Tako da po Formuli 4 se počutite kot Formula 1. No, to je Formula 4, pa gremo naprej na kalcij pa magnezij. Kalcij pa magnezij se pa na dan vzame 3, zdaj pa za koga priporočamo, 3 do 5 na dan se vzame takih belih tabletk in tega priporočam ljudem, ki imajo krče v možganih, ne, v mišicah, ki imajo krče v mišicah in predvsem za ljudi, ki so kronično utrujeni in ki imajo probleme z razstrupljanjem, recimo pri kandidi, pri alergijah. Zato, ker kalcij veže nase kisline in jih izplavlja iz telesa ven, magnezij pa deluje kot vžigalca v celici, da se boljš počutimo. Zraven je še D3 vitamin, ki deluje na to, da se vse skupaj boljš veže in vemo, da D3 vitamin je nujen potreben za imunski sistem. No, tako da, zdaj razmišljate, jaz vse rabam. Ne, za začetek začnite, Formula 4 pa omega 3 bo za začetek dovolj. In mogoče ta tretja zadeva vzamete še kalcij pa magnezij, ta četrto zadevo vzamete C vitamin. No, pa imamo pa še nekaj takih dobrih zadev. Ena je probiotik, Acidophilus plus. Acidophilus plus, noter je 60 takih tabletk oziroma kapsul in se na dan vzame 1 do 2, če imate pa drisko, lahko tudi do 4 na dan. In zdaj, na kaj deluje Acidophilus plus? Deluje na to, da se, ker gre ciljno dostava do črevesja, da potem se razgradijo, hrana se razgradi na manjše delce in jo zaradi tega lahko potem naše telo lažje vsrka. Probiotiki, Acidophilus plus, so pomembni pač za naše dobro delovanje našega črevesja. Vemo pa, da temelj imunskega sistema je prav v črevesju. No, tako da to je Acidophilus plus, potem imamo pa še posebej vegan D, to so, se pravi, dopolnilo D2 vitamina in D3 vitamina, to je pa za vse tiste, ki želite imeti dober vir D vitamina, narejen je iz šitake, pa iz lišajev, se pravi popolnoma veganski in ta D vitamin notri je 120 tabletk in teh 120 tabletk na dan 4 takle tabletke vzamete in to je dopolnilo D vitamina. D vitamin pač za imunski sistem, za delovanje ščitnice, drži v ravnovesju kortizol, se pravi za dobro delovanje nadledvičnih žlez, nasplošno za cel hormonski sistem. No in zdaj smo pri hormonskem stanju. Za hormonsko stanje sem rekla zelo dober D vitamin, deluje ne samo za imunski sistem, ampak deluje na to, da cel hormonski sistem dobro deluje. In za hormonski sistem je tudi cink.
Cink se pa vzame do 4 tabletke na dan in je za vse tiste, ki imate težave s hipofizo. Hipofiza je žleza v možganih, ki nadzoruje hormonski sistem, se pravi, deluje na spolne hormone, deluje na ščitnico, deluje na čisto vse hormonske centre v celem telesu, predvsem pa hipofiza deluje na fizični vid. Tako da za vse tiste, ki vam mogoče povezave delujejo bolj slabo, ali pa pozabljate, ali pa se ne morete spomniti, greste nekam, pa se ne spomnite, cinkove tablete vam bojo pomagale pri tem, da bolj delujejo možgani. Cinkove tablete delujejo tudi na samo kožo, na imunski sistem, predvsem pa na spomin. Tako da v glavnem, za vse tiste, ki vam piše spomin, cinkove tablete v kombinaciji s česnom. Ta kombinacija je dobra. No, potem imamo pa tukaj še ene krasne tabletke. Te so pa za tiste, ki imate željo potem, da shujšate. No in zdaj smo že pri hujšanju. Ampak preden grem na hujšanje, vam želim pokazati še 2 izdelka. Eno imamo koencim Q10. Koencim Q10 vemo, da je vžigalica v naših celicah in da koencim Q10 deluje na procese, ki nas obnavljajo. Notar so takele tabletke. Jaz imam moje koencim Q10 imam kar v hladilniku, recimo rok uporabe 9-24, tako da na dan vzamem eno, tudi če jo, ne vem, na 3 dni eno vzamem, v glavnem, takrat, ko občutim, da bi rabila pospešek energije. Koencim Q10 lahko primerjamo, veste, tako kot imamo pri avtomobilu tisto AdBlue, se pravi dodatek benzinu, nafti, zaradi tega, da avto bolj deluje. No, tako je pa koencim Q10, je ta dodatek, da naše celice bolj delujejo, da imamo več pospeška in predvsem, da imamo bolj upočasnjen ta proces degeneracije. No, potem imamo pa tukaj še 2 izdelka, te 2 bom samo omenila. En je za razstrupljanje na celični bazi, Betaguard, notar je cink, bakar, selen, jod in je kombinacija prav za celično razstrupljanje. Zdaj, kdaj jaz dajem tega za razstrupljanje? Takrat, ko imajo ljudje težave recimo s pospešenim sivenjem ali pa menjajo amalgamske zalivke. Dejansko je takrat treba potegniti težke kovine iz celične tekočine ven. Tako da v glavnem vsi, ki rabijo pospešeno razstrupljanje, Betaguard. Tako da notar je 90 takih tabletk in na dan se vzame 1 do 2. Se pravi, ni nobene velike količine, kot to, da pač vzamete tudi za vse kadilce, zato ker veže nase vse strupe od cigaret. Tako da to pa ja, za kadilce pa absolutno. No, potem imam pa tukaj še en izdelek, ki je pa posebej magnezij. Ta je pa, se pravi, tam sem imela kalcij, magnezij pa D3 vitamin, tukaj pa zdaj posebej magnezij. V čem je razlika med tem magnezijem? Magnezij vemo, da je kofaktor v presnovi. C-vitamin je izmed vitaminov najmočnejši, ker je potreben za vžig na celični bazi. Izmed mineralov, ki je pa najbolj potreben za vžig, za energijo na celični bazi, je pa magnezij. In brez teh 2, se pravi C-vitamina in magnezija, smo mi ugasnjeni brez energije. Tako da ta je primeren za vse tiste, ki razmišljate, nekaj bi rabil, pa ne bi veliko denarja, ampak nekaj toliko, da pride do vžiga, da imam več energije in je lahko posebej uporabljate magnezij. No, to je magnezij, potem imam pa še, vidim pa, da sem enega pozabila v pisarni, a veste, kaj sem pozabila? Imam še kurkumin, v glavnem imenuje se Botanical in ta Botanical je za vse tiste, ki imajo sladkorno bolezen ali pa pospešeno željo po cukru. No in zdaj pa gremo naprej na hujšanje. Se pravi, lahko Botanical se vzame za popravilo škode. Recimo, vi pojeste nekaj sladkega in pač vzamete potem Botanical, ker ta Botanical nase veže, ker ima tudi precej kroma, ves ta sladkor in zmanjša učinke sladkorja. No, pa naslednji je pa Bioton,
Bioton je pa namenjen za ljudi, ki želijo med spanjem shujšati. Je pa noter kombinacija aminokislin in se vzame zvečer. Če se zvečer gibate, vzamete potem Bioton šport in ta vpliva na to, da se učinki športa počistijo, se pravi, da poškodbe na celični ravni, druga stvar pa pospeši preoblikovanje vašega telesa. No in zdaj, ko smo pri preoblikovanju vašega telesa, zdaj za na konec, tako je ratal, sem pa prehranila tiste 3 zadeve, ki jih jaz pač tudi uporabljam. In sicer uporabljam tablice in to imam za malico, ker zdaj imam pisarno in ko grem v pisarno, moram tudi jesti. No ja, jaz pač ne stradam. In pač takrat vzamem eno to tablico, jo pojem in zdaj kaj je noter? Noter so osnovni vitamini pa minerali, vlaknine so noter, predvsem je pa to popolni vmesni obrok. Tako pač beljakovinska tablica, ki te nasiti. Zraven pa nekaj popiješ in se res dobro počutiš tam za 2 do 3 ure, poln želodec. No, to je ena, se pravi New Life bar. Potem imamo čaj za hujšanje. Čaj za hujšanje ima notri zelišča, ki pospešijo celično presnovo in predvsem topljenje maščob. To so take orečkice, zmeša se, dajte večkaj 1 liter vode in to pa pijete, recimo lahko date pol orečke v liter vode in to je v bistvu na dan zadost. Vsebuje tudi nekaj kofeina noter, se pravi je za energijo in to ni primerno, da zvečer pijete. Ker če boste to pili zvečer, boste pač imeli preveč energije. Pa naj še žena pije ali pa vaš mož, da boste oba dva imela energijo. No, potem imamo pa naprej tele moje šejke. Šejke, ja, to je pa nekaj, kar... Vse sem vam rekla na začetku. Jaz sem moja najboljša stranka. Pač jaz to uporabljam. In jaz to uporabljam največkrat na mesto zajtrka. Pol vrečke zmešam, zdaj tukaj imam čokolado, meni je odlična čokolada tudi z jogurtom. To ni tako, da bi me rukali, meni je to dober. Dam čija semena noter, pa borovnice, zmiksam, naredim smuti in meni je to dober. Še boljš mogoče je okus vanilija, pa ta kombinacija čija semena, pa jogurt, pa borovnice. No in, a veste, da imam enega gospoda, ki skrbi za svojo ženo in odkar on daje svoji ženi šejke, se ji je začela, ona je pač priklenjena na posteljo, večati mišična masa. A veš, mislim, da sem bila zdaj pri njemu, s tako ljubeznijo skrbi za svojo ženo in s tako vero, da se bo pozdravila in jaz verjamem, da jo bo njegova vera in vsa ljubezen, ki jo da noter vse te obroke, da jo bo pozdravila. Uradna medicina je že zdavnaj dvignila roke glede njenega zdravja. Tako da v glavnem, to ni samo šejk za hujšanje, ampak je šejk za obnovo. Dajem ga vsakmu, ki rabi ali okrevanje po operaciji, ali hitro se sestaviti skupaj. Recimo en primer sem imela, gospod je po operaciji srca obležal in bila sem takrat sem še na domu delala predstavitve in sem bila tam in hčerka je imela veliko nezaupanje do vseh takih tablet in še bolj do prodajalcev na domu. In sem mi takrat samo pustila, sem rekla, lejte, jaz tudi če vi ne kupite, ne rabam, gre se za vašega očeta. In sem ji pustila 3 vrečke. Ona je to dala očetu, me kliče ta 3. dan, je rekla, ne morem verjeti, ata sedi. Ampak primer imam tudi pri mojem očetu, ker je imel pač eno nesrečo in na podlagi šejkov se je sestavil skupaj kot zalita roža. Pa je zdaj letos bo star 83 let. Tako da v glavnem ni samo za preoblikovati vaše telo, šejki delujejo za uravnavati telo na normalo, za delati mišično maso, po drugi strani pa za obnovo, ker so noter vse aminokisline, ki obnavljajo naše telo. Vemo, da aminokisline potrebujemo za rastni hormon, aminokisline potrebujemo za delati hormon DHEA, ki topi maščobo na trebuhu,
Aminokisline potrebujemo za imunski sistem, za graditi kri, za kožo, za vse potrebujemo aminokisline. No, tako da, ja, šejki so zakon, jaz jih uporabljam. No, zdaj pa naslednja stvar, kar spet jaz uporabljam. Jaz vem, da zdaj vi pravite, joj, kaj vse ti uporabljaš? Ja, glejte, kako naj pa vam razlagam, da boste vi uporabljali, če jaz sama ne bi tega uporabljala? Pač normalno je, da sem jaz moja najboljša stranka, ker kako naj vam rečem, to je dobro, če bi rekla, ne vem, a bi jaz to vzela, ne bi. Normalno, da jaz te stvari uporabljam in imam izkušnje na sebi, na svojih otrocih, na svoji družini. V 30 letih se mi je itak nabralo ogromno takih strank, ki niso več stranke, ampak so moji dragi ljudje, ki imajo neverjetne učinke. Aloe vera plus je pa pijača iz kaktusa aloje, ginsenga in iz kamilice. Ta kombinacija deluje na to, da obnavlja želodčno sluznico, čisti telo strupov, odvaja medcelično tekočino, odvaja tudi blato, deluje na žolč, na ledvice, na jetra, deluje na pomirjanje, deluje na harmonijo celega telesa. Tako da alojo, komu dajem? Ljudje, ki rabijo majčkeno pospeška pri imunskem sistemu. Največkrat alojo jemljejo ljudje, ki imajo okrevanje po raku, zaradi tega, ker je treba pač učinke tudi kemoterapije spraviti iz telesa ven. To je največkrat. Jaz sama jo pijem, ali pa tudi moji otroci, kampanjsko, da takrat, ko rabimo majčkeno dvigati imunski sistem, pač popijemo eno flašo aloe. Sicer mi jo pijemo kar tako pol, klop. Pač dobra je, odlična je. No, in zdaj to je pa zdaj ta zadnji izdelek, ki ga imam še tukaj, to je pa trenapitek. Trenapitek je pa tista zadeva pri nas, ki je pa čista esenca življenja. Zdaj pa zakaj to pravim? Ker ima noter iz vlečke granatnega jabolka. Granatno jabolko samo po sebi vemo, da spominja na celice. Je za obnovo celice in medcelične tekočine. Potem ima noter jagode akaj, zeleni čaj, ameriške borovnice, naše borovnice, rdeče grozdje, belo grozdje, zeleni čaj. To je kombinacija, pa še bezeg ima noter. To je kombinacija po večini samoniklih rastlin, take, ki same zrastejo. Te rastline, sadeži so dejansko potrebni za obnovo naše medcelične tekočine. Poleg tega, pa tudi za celice, poleg tega vsebuje alfa-lipoično kislino, ki deluje na pomlajevanje naših možganov. In poleg tega vsebuje resveratrol in resveratrol, to je pa najmočnejša snov prav proti demenci. Zdaj to je zdravstvena trditev, tako da dajte mogoče pij tam zadaj, ker tega ne smem govoriti. Ampak v glavnem, resveratrol je snov, ki se nahaja tudi v rdečem vinu. Ampak vemo, da rdeče vino vsebuje alkohol in pač po eni strani imaš resveratrol, ki deluje na dobro počutje, po drugi strani imaš pa alkohol, ki ti deluje na slabše počutje. No, tukaj imaš pa v bistvu čisti tekoči resveratrol za obnovo možganov. In res deluje na to, to je čisti pospešek nove energije. To je najmočnejši antioksidant izmed vseh. To je najmočnejši od C-vitamina, od E-vitamina in od karotenoida. Tako da pije se po štamprlih in najboljše zjutraj na tešče. Komu ga priporočam? Dejansko vsem, ki želijo dvigati imunski sistem, pa predvsem tistem, ki jim možgani že delujejo malo po svoje. Predvsem demenca, ne? Zdaj, kako veste, komu deluje demenca? Glejte, s starostjo, pravijo, ljudje postanejo žleht. Pa ni toliko povezan s tem, da so žleht, kot to, da jim začnejo delovati povezave malo čudno in te njihove čudne povezave vplivajo na to, da postanejo čudni. In če kdo od vaših sorodnikov postaja čuden in da ima razno preganjavico in da se mu dogajajo stvari, strahovi, da pridejo na dan, mogoče je to začetek demence. In začetek demence, vemo, da možgani se tudi obnavljajo, da lahko pospešimo to obnovo, samo potrebujemo pa kar močne zadeve. In to so koncentrati iz sadja, zelenjave in iz narave.
No, zdaj pa za konec. A ne vam povem mojo zgodbo 30 let v parih besedah. Se pravi, 30 let sem s podjetjem Neolife in zdaj začela sem z mojo spletno trgovino srečnoživljenje.si. Moja zgodba je na ta način šla. Ko sem imela 22 let, sem pustila službo. Po poklicu sem strojni tehnik in faliran študent strojništva. Kar nekaj, a ne da. V glavnem hotela sem iti na oblikovno šolo, pa me niso doma pustili, ker pač imamo doma veliko kmetijo in je bilo treba delati. In sem pač imela možnost iti na strojno ali pa na lesarsko in sem šla na strojno. Potem po srednji šoli sem se vpisala na oblikovno fakulteto, se pravi, to je bilo na likovni akademiji in nisem bila sprejeta. No in potem, ko nisem bila sprejeta, sem šla delati in se potem vpisala na strojni faks, ker sem rekla, boste že videli, jaz vam bom dokazala, da jaz zmorem. No in po parih letih sem obupala. Nisem več mogla, želodec me je bolel in sem rekla, ne morem več. In sem pustila najprej faks, pa še službo in sem si rekla, jaz bom v življenju delala nekaj, v čemer bom uživala. In ta nekaj, gledajte, kakšno afirmacijo sem poslala v vesolje, me je samo našlo. Se pravi, moja želja je bila, jaz bom delala nekaj, v čemer bom uživala. In ko so me bivši sodelavci spraševali, takrat, ko sem pustila službo, kaj bom delala, sem rekla, ne vem, mogoče bom nekje pomivala posodo, pa mi bo fajn. Ne vem. Jaz vem, da tisto, kar bom delala, jaz bom delala s strastjo. Nimam pojma kaj. No in potem sem začela prodajati knjige po šolah, ker knjige so moja strast. Jaz sem nekoč, ko sem bila še doma, ko bi mogla pomagati, veste, ko sem bila tam v puberteti, sem šla za hišo s knjigo in sem brala knjigo zaradi tega, da mi ni bilo treba pač delati. So me pa zmerom najdali, pa sem mogla delati. In ker ni bilo časa za brati, sem zvečer pod kotrom brala z baterijo, pa so me zašpecali, da jaz berem z baterijo. V glavnem, pač, to je moja strast in zato tudi pišem knjige, ker je to moja strast. No, v glavnem, in sem začela prodajati knjige po šolah. Moj teren je bil cela Notranjska, Kras, tukaj tudi Sežana, do Nove Gorice, Ajdovščina. V glavnem, to je bil moj teren pri 22 letih. In to bi bil super biznis, če bi ljudje knjige jedali. Zame bi bil rešen problem. Ampak, ko sem obdelala enkrat ta moj teren s knjigami, priročnik za kemijo, fiziko in biologijo, je bilo konc mojega posla. In točno tam, pri tistih knjigah, je bil en gospod, ki je rekel, jaz sem pa zvedel za en posel, nekaj se prodaja. In jaz grem gledat in vidim čistila in sem rekla, jaz sem z kmečkega okolja doma, to bojo vsi kupili, vitamini, to je brez veze, to nam nihče kupil, pač vse imamo vsi vrtove. Vse veste, kako je bilo 92. leta, pa vitamini. No in potem, ko sem začela že to delati, se spomnim, da sem enkrat bila na eni predstavitvi v Besanci in razlagam tudi o vitaminih, takrat smo že imeli omega-3 pa karotenoid, in razlagam o tem in na koncu reče, in gospod, ko me direktno v oči pogleda in reče, a pa ti to ješ? In to je bilo edinkrat, da sem se zlagala. Edinkrat. In sem rekla, jem. Ampak na veliko mi je pisalo tako, lažem. In sem sama sebi rekla, ne, jaz bom iskreno govorila. To, kar sem sama sprobala, to bom povedala, če nisem sprobala, bom rekla, ne uporabljam. Pač iskreno. In zanimivo je bilo, da takrat seveda čistila sem uporabljala, to si pač po šprico vtekali dol in to so vsi kupili. Vitaminov ni nihče kupil, ker jih tudi sama nisem preizkusila. In ko sem jaz preizkusila Formulo 4, to je bil moj prvi izdelek, spomnim se, da pač na eni žurki smo bili, jaz sem bila cela uboga, utrujena in ena gospa starejša reče, ja, ti nič ne ješ tih vitaminov. Sem rekla, ne, a ti to ješ? Rekla, ja, se ne vidi, glejme. Kaj pa ješ? Ja, Formula 4, to moraš probati. Ok, no in sem probala Formula 4. In po Formula 4 res je kot Formula 1. In to še vedno uporabljam. No, v glavnem, to je moja investicija v mene.
Ker, lejte, nekateri investirajo, da imajo velike denarje v banki, jaz investiram v sebe, pač. To je moja investicija, da sem jaz zdrava pa vitalna. No in potem, ko sem začela sama uporabljati izdelke, seveda je me začelo to laufati, ne, sem začela, tudi učinke sem imela, ljudem sem znala sestaviti skupaj, kakšne kombinacije in tako naprej. In seveda potom tega imam zdaj po 30 letih uspešno podjetje. Sam, ni bilo zmerom tako. Lejte, ko sem začela, sem imela ta prvo predstavitev doma, pol sem imela, se pravi tam, ker sem tam živela pri tašči, pol sem pa imela pri mojem stricu. In tam pri mojem stricu, jaz sem čisto na začetku, nič nisem vedela o vitaminih in so pili pivo in šnopci in vemo, da je to beton. Na koncu so bili vsi pijani in so se tako delali norca iz mene. In en gospod, ki je bil povabljen, je bil takole, me je držal, rekel, lej, dobro, da imaš ti mene, ker če ne bilo mene, ti ne nič prodala. V glavnem, toliko so me takrat, to bilo edinkrat, da sem dovolila, da me nekdo spravi ob živce. Na koncu sem popokala, šila in kupita in sem celo pot do doma jokala in sem rekla, ne, jaz se tega ne grem več, to pa ne. Ampak pol, ko sem pa k sebi prišla, pa sem rekla, ne bom jim dala užitka. Zaradi njih bom uspela. Ne bom jim dala tega užitka, da neham zaradi njih. Očitno sem takrat rabila. Danes nimam nobenega maščevanja do njih, ampak samo hvaležnost, zato ker vedno, ko imamo trpke izkušnje, lahko pademo, pa rečemo, ne, v jok pa na drevo, ali pa te to ukrepi, pa rečeš, lej, to je moj razlog, zaradi tega grem naprej. Pač vedno imamo izbiro. No in jaz sem izbrala pač to, grem naprej. Zdaj, če pogledam nazaj, tisoče zgodb imam s temi izdelki, tisoče zgodb, potom ljudi, ki sem jih spoznala, potom teh izdelkov, ogromna šola moje osebne rasti. No in potem, kako sem pa prišla na spletno stran, takrat sva še pol skupaj z bivšim možem, sva delala skupaj v podjetju in potem se je on odločil, da bo izstopil. Pri 3 majhnih otrocih sem ostala, s 3 majhnimi otroci pa s poslom, ki se dela na terenu. In sem razmišljala, kaj naj pustim, otroke ali pa posel, ker obojega nisem mogla. In sem šla na internet in sem se naučila internet in zdaj imam internetno spletno stran, zdaj že, mislim, da 17 let. Glejte, nekje začneš, a ne? Nekje začneš. In zdaj mogoče rečete, ja, tebi je lahko 30 let si začela, tebi je lahko pred 17 leti si začela, tebi je lahko, ja, vedno lahko to rečemo. Lahko pa enkrat rečete, nič, začnem. Za sebe, karkoli. Tukaj ne govorim, začnite moj posel. Začnite delati nekaj za sebe in če boste vsak dan nekaj naredili za sebe, enkrat bo nekaj rata. Pač drugače ne more biti v življenju. Začnite nekaj delati, ne vem, poleg službe, nekaj, kar bo lahko nekoč vas nahranilo. Lahko da je vaš talent, da dobro kvačkate. Začnite delati te izdelke. Mogoče imate talent, da rišete, mogoče imate talent, da nekaj izdelujete, mogoče imate talent, da znate z rožami. Ne vem, nekje je vaš talent. Začnite delati nekaj in iz tega nekaj bo nekoč nekaj zrasel. Jaz sem res prepričana v to. No in to, kar je bila ta moja po 30 let, je sigurno to, tudi pot moje osebne rasti. Veliko sem se naučila, veliko, predvsem pa tista rdeča nit, kar sem se naučila, da moja vibracija vpliva na stanje mojega posla. Ne samo na stanje mojega telesa, na stanje mojega posla. Če sem cela, razmišljam o problemih, stranke bežijo stran. Če jaz poskrbim, da sem pristno srečna, zadovoljna, jaz postanem magnet.
S to svojo vibracijo sem magnet in ravno tako vi. Vi ste svojo vibracijo magnet in lahko ustvarite karkoli si zamislite. Verjemite v to, tako da ja, to je to. Današnji video je nastal res dolg. Kaj bomo zdaj za konec? Dajmo še kakšno sporočilo s kart prehoda novo dobo, kam sem jih dala tle za seboj. Tle so karte, dajmo zdaj še videti. Se pravi, za vse tiste, ki ste zdržali celo uro z menoj in poslušali vse tole, kar sem imela danes zapovedati. No, se včasih, ko sem delala predstavitve, je to trajalo točno 1 uro. 1 uro sem predstavljala, pač prehranska dopolnila, čistila in tako naprej. In potem sem zbirala naročila in ljudje so naročili in sem imela posel. No, tako sem začela. No, da vidimo. Kakšno je sporočilo zdaj za konec tega videa? Karta je: očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. Čas je, da se začnem veseliti in dovoljujem, da ustvarjalna energija napolni mojega duha. In ta tretje sporočilo je prišlo: podpira me vse stvarstvo, ker jaz sem ljubezen in jaz sem ljubljeni otrok stvarstva. Jaz res verjamem v to, da s tem, ko dovoljujem, da se očistim kot pomanjkanja. To sem pisala v knjigi, ko imajo čakre žur, glede denarja, pa tudi ko ima življenje žur. Če sem jaz prepričana, da meni ne more nič uspeti, da itak denar ni za mene, da imajo denar samo bogataši in tako naprej, točno take stranke bom dobivala. Pač slabe, take, brez denarja. Zdaj ne govorim, da tisti ste slabi, ki ste brez denarja. Ampak ja, prehranska dopolnila nekaj stanejo. In seveda, nekdo jih mora plačati. Pač tako je. In jaz svojo vibracijo verjamem v to, da ljudje, ki so moje stranke, so na tej vibraciji, višji vibraciji. Pač tako čutim. Ne zdaj, da jaz sebe jemljem, da sem več, ampak verjamem, da svojo vibracijo ustvarjaš svoj svet. In radost, ki jo občutiš, predvsem pa strast do dela, to, kar ti delaš. Glejte, jaz sem rekla, ko sem imela 22 let in danes pri 52 pa pol, takrat sem rekla, jaz bom delala nekaj, v čemer bom uživala. In danes 30 let naprej, mislim, čez 30 let kasneje, jaz delam nekaj, v čemer uživam. Še vedno. In čeprav se zdaj že bliža moja penzija, pač rabim penzijo. Jaz ne razmišljam o tem, ker jaz delam to, kar je moja strast. Ni to fajn? In vsak pride na ta svet opremljen s svojim talentom, da lahko skozi svojo strast se izrazi. In to sem prepričana. Očitno je mene peljalo moje življenje, moji vodniki, moja duša po takih zanimivih poteh in še na tak nauk, tam, kjer sem imela tako občutek, da sem čisto zašla s poti, recimo kot strojna šola, se je na koncu izkazalo, da vse ni bila tako slaba stvar, pa sem pristala potem tam, kjer s svojim talentom lahko največ dodam vrednosti svetu. In verjamem, da vsak izmed nas s svojim talentom lahko dodaja vibracijo svetu. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da vas vaša duša popelje tja, ker se boste vi kot duša lahko izrazili. Uživajte in vse dobro vam želim. Dobrodošli na spletni strani srečnoživljenje.si.